govorimo o takih ali drugačnih zadevah, ki so povezane s slepoto ali slabovidnostjo. Jaz namreč tudi ne vidim, zaradi tega pač delim tukaj svoje izkušnje in tudi nekaj malo znanj, ki jih imam pač s tistimi ljudmi, ki so se znašli v enaki situaciji kot jaz. Malo pa tudi z namenom, da nas lahko razume in podpira tako družina kot prijatelji. No, današnja tema bo pa make-up. Verjeli ali ne, tudi ženske, ki ne vidimo, si rade uporabljamo make-up. Jaz moram reči, da nisem, že prej, ko sem videla, nisem bila kaj preveč velika oboževalka make-upa. Včasih sem ga uporabila in to bolj, tako varianto bolj naravno, ne tisto za papagaje iz amazonske papagaje, ki imajo kričečih barv. Jaz sem imela pač to, vedno sem bolj naravno uporabljala. No, zdaj pa tudi se pač ne pogrešam te zadeve, ker nikoli nisem bila tak tip ženske, da bi pač morala biti vedno namazana. Ampak to je pač moja osebnost, a ne, lahko da so pa punce, ki jim pa paše se vsak dan namazati. Tako da zadeva je izvedljiva. Jaz sicer kakšnih velikih umetnin ne izvajam, malo zaradi tega, ker ne vidim, malo pa tudi zaradi tega, ker nikoli nisem tega toliko veliko prakticirala. Tako da bom jaz danes delila, kako pač se naredi en osnovni make-up. Spomnite se, da sem v Mehiki, se pravi, tukaj je sonček zmeraj in sploh tukaj mi smo na višini 2700 metrov. Tako da za začetek jaz vedno dam, tako kot mi je zdravnik naročil, so navodila zdravnika, uporabljam kremo za sončenje. In to je namesto katerekoli kreme ali pa podlage, jaz pač to obvezno vsak dan si dam gor. In to zdaj ni važno, ali je sonce prav v tistem momentu ali ne, pač to je obvezna oprema. Zjutraj si dam to kremo za sončenje in jo imam. Tale krema je majčkeno bolj taka gosta ali mastna. Mastna, ja. In jo je včasih malo težko razmazati. Se je že zgodilo, enkrat sem šla po Lizo v šolo, pa mi ni noben najprej nič rekel, dokler se ni ena mamica, ki je moja prijateljica, približala pa je rekla, veš kaj, Jana, daj ti bom jaz tole malo razmazala, veš, malo si bela. Tako. Zdaj grem pa, kaj naredim jaz? Večkrat grem po celem obrazu z rokami, da bi se izognila, ne, da bi kje ostali kakšni deli, ki niso razmazani. Evo, zdaj pa prodajajo pecivo, tukaj grem jem avto, ke pecivo prodajajo, bom pol nadaljevala. A je v redu, Diego? Ja. Druga zadeva, ki bom jaz uporabila, zdaj tiste punce, ki veliko make-up uporabljajo, imajo zagotovo bolj strokovne izraze, no, tole je ene vrste pudra. In sicer je take oblike, kot da bi bilo eno lepilo v tubici, ali pa recimo kot šminka. No, jaz pač to pokrovček umaknem, obrnem spodaj, a ne, da gre ta krema gor in se malce popika. Tako malo si pikice naredim po celem obrazu. Pa potem zaprem. Pomembno je tudi, da takoj stvari na svoje mesto postavim, ker če ne, jih lahko zlomim, izgubim, ne vem. Bom dala jaz to kar nazaj v tole torbico za ličila. Potem pa isti postopek, pač z roko poskusim čim bolj razmazati. Nisem jaz nikoli imela tehle čopičev, ne, kaj so to, čopiči so, ja, nikoli nisem tega uporabljala, ne vem, jaz kar to z roko naredim. In grem 2 do 3-krat po celi površini obraza, da ja ne bi kakšne pikice ostale, a ne, pa da bi bilo razmazano. A bo, Diego? Ja. Ena prijateljica iz Brazilije, ki je ime Fabiana, mi podarila tele uhančke, turkizne. ¿De qué color son, Diego? Sí, como turquesa y azul. Azul, ¿qué? Rey? Azul rey, así es. Aha, modra pa turkizna. Pa bluzico imam tudi tako s turkizno barvo. Tako da si bom pa dala senčilo tudi take barve. No, prej sem rekla, da dam stvari na svoje mesto, zaradi tega, da se ne pokvarijo. No, tale škatlica se mi že zlomila. In vzamem pol pač tole zadevico, ne vem, kako se imenuje, s katero se nanaša senčila. In jaz bi si lahko sicer z brajlom od spodaj označila, katera je kakšna barva pod vsakim kvadratkom, ampak jaz to res izjemoma počnem in sem običajno ali vsaj Liza doma ali pa Diego doma, tako da jih vprašam.
Ampak zdaj vem, da je turkizna barva je v prvi vrsti spodaj levo in bom jaz tole zadevico na obeh dveh straneh bom bom uporabila turkizno, a ne, če jaz to slučajno okoli obrnem, da ne bom imela en oč roza in pa turkiza, ne, toliko originalna pa spet nočem biti. In si potegnem dol, majčkeno si potegnem dol trepalnice, bom začela na desnem očesu in grem na tisti del očesa, ki je proti nosu in potem pač poskusim po vekih poskusim to namazati. Jaz imam tako tanka, tisti del, ki pokriva učka, to očesno zrklo, pa pol še majčkeno, tako da tiste mačja varianta mi je bila včasih všeč. No, ne bom jaz zdaj nič kaj preveč eksperimentirala, bo samo ena barva, ne bom dva odtenka dala. Zdaj bom pa isto naredila še na drugem očesu. Spet si malo zadržim trepalnice in si s to zadevo bom obrnila in bom nanesla turkizno barvo. Isto, tam, kjer pokriva očesno zrklo, pa malo navzven. A je uspelo, Diego? Ja. Da ne boste mislili, da imam zadnji kakšen ventilator kot Marilyn Monroe. Ne, to je vetrič, ki piha tukaj zdajle vzulej. No, zdaj smo pa v najbolj umazanem delu make-upa, to je pa maskara. To je pa še vedno ta pravi izziv zame. In sicer jaz to tako naredim, da previdno počasi približam maskaro k trepalnicam in ko jih začutim, začnem malo mazati. Ker če jaz to preveč hitro naredim, lahko namesto, da bi prišla do trepalnic, do veke pridem in imam veko vso črno, ne, to pa ne izgleda dobro. Takole sem si na levem oču sem si že. Zdaj bom šla pa še na desnega. Takrat, ko začutim pač trepalnice, začnem premikati maskaro navzgor, tako kot sem jo včasih uporabljala. Samo treba imeti, potrpežljiv je treba biti pa počasi stvari delati, ne, ker če bi se jaz zdajle zaletela, ko svina buče, bi se lahko popackala toliko, da bi bilo veselje. Boljše, da to si vzamem kakšno sekundo več. Kaj tal quedó, Diego? Guapísima. Prav, da sem zelo luštna. Mogoče me bo pa na randi povabil. No, zdaj pa samo še ta zadnja zadeva manjka. Je pa šminka. Šminka, Diego. Šminka. Takole, no, jo pa tudi odprem. In potem pač je treba pač šminko ven dobiti iz tulca. Potem pa dam približam ustnici, da vem, kako jo moram obrniti, ne? Kaj je tisti zašiljen del. No, pa jaz osebno si najprej spodnji del pobarvam. Potem pa še zgornji. Pa potem si tlele tik pod nosom si s prstom dol potegnem, če sem se po nesreči še tam pobarvala in to je to. Moram reči, da je en zelo osnovni make-up. Me invitas, Diego, a salir? Vamos. Prav, da greva na randi. To je en tak zelo tak osnoven make-up. Jasno, vsakič, če je Diego doma ali pa če je Lisa doma, jaz vprašam, če je v redu. Včasih, recimo zdajle vmes, ko smo snemali, sem jim malo popackala pod enim učkom od senčila, ampak pač lahko naredim stvari sama in samo prosim za popravke in je to. Prepričana sem, da bi pa z več prakse bi se pa lahko punce popolnoma same brez napake namazale, sem prepričana. Tako da upam, da če vi ne vidite, drage moje, da se boste opogumile in da boste vsaj kaj zelo enostavnega poskusili. Recimo maskaro pa šminko pa res lahko poskusite, ne? V vsakem primeru same, pa tudi kremo sem sigurna, da si same nanesete. Ni toliko zelo strašen, da se ne bi dal. Vi, ki ste pa prijatelji pa družina, pa pač da vidite, da lahko take stvari, ki se vam mogoče nepredstavljive zdijo ali pa težke, da jih lahko naredimo in spodbujajte pač osebe, ki imajo mojo situacijo, da se lotijo različnih stvari. Se v najslabšem slučaju se popackamo, ne, pa se to počisti in se poskusi znova in to je to. Tako. Če še slučajno niste člani moje YouTube družinice, vas vabim, da se nam pridružite in se vidimo tukaj v prihodnjem posnetku. Adijo! Jana, gremo. Pojmo!